A bi rajš, da tvoj tip je na OnlyFansu, pa na tak način pač spremlja te punce pa to, ali bi raj, da je obseden s pornografijo v smislu, da mora vsak dan, ne vem, vsaj en pornič pogledati. Če moram zbirati, bi raj rekla. A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In dobrodošli končno v novi epizodi podcasta A ti to resno? Ok, full dog cajta je minil. Veva, mi dve dejansko sva bili zdaj res zelo zasedeni, urniki so bili tako. Kaotični. Ja, tako je. Res. Mava pa še eno novičko. Ja. In sicer ni najnoseča. Ne, hvala sem reči drum rolls. Evo, nisem. Ne še. Ne, jaz grem v bistvu zdaj v Ameriko. Letim naslednji teden in me v bistvu ne bo 4 mesece. Ja, nažalost. Ja, in zdaj sva se mogli nekako skladiti, kako bova, in sva se odločili, da bova zdaj probali več epizod v kosu posnet, kar pomeni, da bova objavili eno epizodo na mesec. Ja. Torej, ne bodo več 3, ker nama dejansko ne znese. Bova se pa potrudili in probali tudi nekaj nadaljavo posnet. Ja, to bi bilo ful cool, ker pač Maša bo konec koncev v Ameriki, tako da bi bilo dobiti kakšen update s tem, ful zabavno. Informacije, Ja, tako je. kakšna Tako da- primerjava, maybe, kako je tam, a ne? Točno to. Tako da, če vas kaj zanima v Ameriki, lahko nama že zdaj komentirate, pišete in bova potem to skupaj predebatirali. Tako. Tako da to, zdaj pa mislim, da je najbolj, da kar skočimo v novo epizodo, končno, da ne Ja. zavlačujeva. Ja, tale je malo drugačna, pač taka bolj tema, o kateri še nismo zares toliko govorili. Ne. Naj jo je pa inspirirala ena poslušalka, ki nam je anonimno pisala na Instagram, mislim anonimno pač. Je rekla, da hoče ostati anonimna. In sicer gre za to, torej. Stara sem 19 let, moj fant je pa obseden z OnlyFansom. Torej ima svoj profil, sledi določenim puncam in se z njimi tudi pogovarja. Se pravi, ni fora, da samo gleda, on dejansko tudi komunicira z njimi, razume se z njimi, smeje se z njimi. Zdaj vsakič, ko pogleda na telefon, ko nekaj natipka, ko se zasmeji, imam občutek, da se smeji eni od njih in iskreno se ob tem počutim ekstremno neprijetno. On pravi, da to ni tak big deal, da se ne bi smela toliko obremenjevati s tem, da imajo OnlyFans na tej točki skoraj že vsi. Ne vem, kaj naj naredim. Ok, OnlyFans. Ja. Zdaj tako, v bistvu me zanima, ne vem, kakšno je tvoje mnenje glede OnlyFansa? Pač tako, bom rekla, jaz ne obsojam punc, ki to delajo, v Točno smislu, res se ne ukvarjam s tem. A veš, kaj mislim? Pa če vidim, da ima ena bejba OnlyFansu, tako, ok, pač ima. Tako, veš, ne bom zdaj jaz ful neki, ne vem, se posvečala temu, vsak ima pravico delati svojim življenjem, kar hoče. Ja. Tudi nočem takih punc klasificirati kot, a ne, bom rekla, ali pa kaj tazga, a veš, kaj mislim, pač na splošno. Tudi, ne vem, pač. Kako je bilo to zdaj random? Okay, ja. Res, če jih Ne, imajo. ja. Razumem. Ja, jaz se absolutno strinjam s tabo. Jaz nimam nič proti OnlyFansu. Ja. Nimam nič proti ljudem, ki imajo OnlyFans, pač valjda ne deli, karkoli si želi, se to mislim, da je čist legalno, ne? Ampak, a veš, kakšno je vprašanje? Nekdo mi zanj še eno vprašanje postavil, ko smo se o tem pogovarjali po moji službi ali nekaj. Okay. Kako bi ti pa bilo, če bi tvoja hčerka, recimo, imela, če bi ti imela hčerko, a bi bila še kar tako, ok, navaden, boli me, deli s svojim telesom, kar hočeš, a bi bila tako, ok, pač. Spoštuj Dobro se. vprašanje. Zdaj, meni se tukaj zdi, a ne, tudi glede te situacije, glede te zgodbe, ko je partner, ki ima OnlyFans, a ne, meni se zdi, da je ful odvisno od tega, kakšen si ti človek. Ja. Recimo, jaz osebno nikoli ne bi imela OnlyFansa, pa kot sem rekla, ne obsojam ljudi, ki ga imajo, ampak pač jaz nisem tak odprt tip, ne, da bi mi to sedel. Ja. In vem tudi, da bi me to sigurno motilo, če bi bil moj partner, če bi imel on OnlyFans, mi to sigurno ne bi bilo všeč. Ampak ja, so pa pač ljudje, ki se jim pa to ne zdi nič kaj tacga, so ljudje, ki so v zvezah in imajo OnlyFans. Tako da ne vem, zdaj ja, meni tudi osebno verjetno ne bi bilo glih najbolj prijetno, če bi imela moja hčerka OnlyFans, ampak kaj ne pa naredim, če je polnoletna, kaj naj? Ja, valjda. A ne, Ja. nič ne morem. Ampak recimo, ne vem, sem pa zadnjič gledala en intervju z mamo od Bonnie Blue. A je Bonnie Blue? A ja, se res, ja, je Bonnie Blue. a Se ne? pravi, če slučajno ne veste, to je ženska, ki je v ne vem kolikih urah, tako parih urah, spala s koliko 400 tipi? Ne 1000, mislim, da je dosegla številko Ne. 1000. Ja, je dosegla številko 1000. Ne, sorry, ne. 1000 tipi. Ne, čak malo, samo, jaz moram zdaj to preveriti. Ne, res ne informacijo. zafrkavam se. Mislim, da je bila 1000 in jo je dosegla.
Ja, 1000 tipi v 12 urah. No, To je evo. nagraženo, bruham, to je pa res, to obsojam. Sorry, to obsojam. No, ok, ampak jaz sem zadnjič gledala en intervju z njeno mami Ok, povej. Ja. in je to navaden. Jaz tako, mislim, ženska čist skolirana glede tega, pač ja, mislim, mi vemo, kaj ona dela, smo to že sprejeli in pač to je to. Mislim, ok, razumem, da veš, kaj ona dela v smislu, da je pač, a ne, prostitutka ali karkoli že ona je. Sam to je čist drugače. Ona je šla spat s temi moškimi zato, da lahko dobi. Medijsko pozornost. Ne, pa pač kao, neko da številko. zanosi, zdaj je kao noseča. Ne? A ja, bil to je bilo cilj. pa zdaj na novo, to je bil pa cilj. A pa ni bil cilj, da je prav to, zato je šla to delati. Ne, prvi cilj je bil pač, da probaš čim več moškimi spati v ne vem kolikih urah, drugi zdaj cilj je bil pa, da kao zanosi, ker mislim, da ona prej ni mogla ali nekaj takega. Okay. In kao naj bi bila zdaj noseča, ampak jaz, kolikor je veliko novic po internetu in to, mislim, da je to nek PR stunt, oziroma pač ja, da je. Ok, mogoče, ampak če pa je res, pa si ti predstavljaj, da si kot otrok produkt nečesa tazga tako. Ja, meni bi bilo to full bad, no. Ja, meni bi bilo tudi, to bi mi bilo pa res. Pa veš, kaj mi je tako, a ne? Ti recimo, ne vem, da spiš s 1000 moškimi in od tega te en oplodi, Ja. kako naj temu rečem, ne? Kako boš pa pol vedel, mislim, kjer je, a boš zdaj vsakega posebej testiral? Ja, načeloma Ali- je od njih kao, pa je, če sem to tudi prav nekje zasledila, da je pobrala od njih ta nek DNK, zato da ko bo se Aha, otrok rodil, valjda, da lahko itak. pač preveri, kdo je. Ja. Sam, a ti ni to full bedno? Mislim, da sploh ne veš točno, kdo je bil, kdo bo fotor Ja, tvojega pač otroka. ni očitno vseeno, ne, sam da ga ima, ako Ne pač vem, res ne si vem. želi tega otroka. Ne, jaz iskreno temu ne verjamem, jaz mislim, da je to pač nek PR stunt za neko pozornost, a ne, ki jo pač rabi. Tako da ne verjamem temu. Ampak ja, zdaj se pravim, kar se pa tiče OnlyFansa, jaz nimam nič proti temu, jaz nič ne obsojam, ampak ne bi mi, nisem tak tip človeka za to. Pa ne bi Ok, bilo ampak prijetno. zdaj pa, če se posvetva še tej situaciji, torej od te punce, ki Ja. nam je pisala. Kaj pa misliš glede njenega fanta? Torej, a veš, OnlyFansu je zanimivo to, da ja, da to ni v bistvu sam tako, da ti greš tja, pa malo pogledaš slike od teh žensk, pa ne vem, kakšne videe mogoče. Ti se dejansko s temi ženskami lahko tudi pogovarjaš. In one dejansko več, mislim, tudi to za nalož, mislim, Ampak aj to res, mislim, ne, ker jaz ne poznam OnlyFansa Ja, in je to me res. res zanima. Pač ti, ker jaz sem mislila, da je to tako kot nek Instagram fora in pač oni samo plačujejo za tvoje vsebine. Ali Jaz sem imaš tudi to dejansko mislila. čete tam? Jaz sem tudi to mislila, ampak sem zadnjič poslušala en podcast Okej. z Bejbo, ki je na OnlyFansu in je v bistvu rekla, da dejansko na OnlyFansu ni tako lahko zaslužiti v smislu, ok, zdaj bom pa jaz objavljala na polnage slike in je to, ne. V bistvu ti moraš s temi ljudmi ustvariti tako nek intimen stik na nek način, da tudi mogoče kakšne njihove fantazije izpolnjuješ in oni ti za to pišejo, naprimer. In pol te dodatno plačajo za to. In pač vsi ti ustvarjalci, ki so res bolano dobro plačani na OnlyFansu, morajo dejansko ful se matrati, ko konstantno morajo biti dosegljivi, konstantno se morajo pogovarjati s temi ljudmi. Ker pač po moje pri tem OnlyFansu čar tega je, da je to neka ekskluziva. A veš, na nek način, da ima človek tip, ki se pogovarja s to ustvarjalko, ima res občutek, da jo pozna, pa da pač ima da ima nekaj z njo, kar noben drug nima. Nima. Ja, A ja, veš, ne razumem. samo ena slika, ki jo vidim na Instagramu, vse pač jaz tudi objavljam slike v kopalkah, a veš, kaj mislim, pa sem Ja, imela že ja, fotoshooting v spodnjem perilu, pa lahko to ni isto. A veš, drugače je, da se ti prav s človekom pogovarjaš, pa da mogoče tebi prav osebno nekaj pošle, sam zate. A veš, to je ta nek čar, no. Ja, ja, pa še ta conversation, ki ga imate Ja. v bistvu vmes, da se počutiš ti tako nekaj posebno. Točno to. Ja, zdaj tako je. Jaz mislim, da kjerkoli zveza ne temelji na zaupanju in pa predvsem prilagajanju. Ja, Ti definitivno. se pač moraš prilagajati tukaj en drugmu in če tvoja punca izraz neko nelagodje ob nekateri stvari, ki jo ti počneš, mislim, da absolutno bi se tukaj mogel s tem človekom pogovoriti. Ja, In pač pride do nekega tako, kompromisa ali en pa. kompromis ali karkoli, da bi se pač zmenila, ne da sam rečeš, ne, ok, pač jaz sem se za to odločil in to je to, me ne zanima tvoje mnenje, briga me, kako se ti počutiš ob tem. Valjda, ja. Tako da tukaj mislim, da mogoče ta fant, ne vem, ne zdi se mi glih ferno to, kar dela Meni iskreno. tudi ne, pač jaz to tudi ne bi zares mogla in jaz razumem to punco in pač ne vem, lej, probi se vse z njim dol, pa mu povej, kako je, tako kot smo mi dve konec koncev rekli, lej, pač vem, razumem, da se tebi mogoče to ne zdi kot ne vem kaj, ampak meni pa se, mene prizadane, mene to. razočara, jaz se s tem obremenjujem in pač če ti jaz karkoli pomenim, a ti ne bi to mogel neki pomeniti, a ne, da pač se jaz tako počutim ob tem. A veš, in postav ga na točko, v situacijo, da se on malo sprašuje pismo, a ne, ok, a ne, ja, a veš, kaj hočem reči, pač malo ga izzov na ta način. Pa lej, če bo pa še kar ustrajal pri svojem, pa to pa, draga moja, jaz bi ti kar predlagala, da pač končaš to razmerje, iskreno. Če te ne more niti nekje sred
poti srečati glede tega. Veš, kaj mislim? Se ne vem, kaj bi bila lahko neka rešitev, kaj na fora, da mogoče ima OnlyFans, pa da sam čekira bejbe, ne pa da se z njimi tudi pogovarja. Ne vem, a bi ti bilo to kul, ali ti to tudi ni kul. Ja. Da tudi že to ni v redu, v bistvu. Zdaj vprašanje, ne? Mislim, jaz se tukaj absolutno strinjam. No. Tukaj se mi zdi, da je zelo velik na temu prilagajanju, Ja. kot sva že rekli. In ja, če pač, jaz mislim, da s tem, da je njemu vsem, več kot očitno pokaže tudi, da mu je vsem za tvoje čustva, za tvoje počutje v končni fazi. In a je to res ena oseba, s katero si želiš biti na dolgi rok? Ja. Jaz si ne bi, iskreno. Jaz tudi ne. Tako da premisel, to je pač najna svet. Vem, da je tudi težko, itak, če imaš nekoga rad, pač valjda hočeš se truditi, pa tako pismo moraš sam sebe najprej spoštovati. A veš, kaj hočem reči. In če ti čutiš sama pri sebi, da pač ti nekaj kleni, temu je treba zaupati, Točno ker to. dalj, ko bo to tudi trajalo, dalj, ko boš ti z njim, sam še bolj se boš navezala in sam še sam še težje bo prekiniti, ne. S tem, da vem, kolikor klišejsko zveni, pač 19 let si stara, si rekla, ne, vem, da je to zdaj tako, ja, mlada si, pa boš, ampak je res, pa sorry, mlada si, veliko boš še doživela, veliko ljudi boš še spoznala in tudi, to je, recimo, se mi zdi, da ko si tam 19 let star, da je to so tiste najbolj pomembna leta, ki te najbolj oblikujejo na nek način in če boš imela zdaj take izkušnje s takim shitty tipom, to sam za naprej ti dobro, ker boš poznavala druge tipe, pa boš mogoče lih na te vzorce še naprej padala ali kakorkoli Točno že, to, pač moraš prekiniti vzorc zdaj. Pa tudi, a ni škoda zdaj svoja najlepša leta preživeti z enim takim tipom? Ja. Meni bi bilo to iskreno. Pa res spet, prijetno. zveni kot nek klišej, ki nam ga tudi starci govorijo, ampak je res je. Ja. S tem, da midva nisva starki, midva so, pač midva sva 25 do 28 let stari, ne. To je, tako da daj naju poslušče naš doma starcev, ki so tako že 50, v redu? Ja, točno to. Pa, no, se sorry. strinjam. Pa ne, a veš kaj, tudi tako sem razmišljala, ne bi rekla, da bi bila to neka res taka mejhna stvar, ne, ker recimo, Ja. zdaj, če se dotaknem pornografije. Ja. In to me ful zanima. Čak, imela sem eno dilemo na to temo. A lahko izpostavim dilemo, pa pol nadaljuj, kar imaš povedati. Okay. Se pravi, moja dilema tukaj je bila, a bi rajš, da tvoj tip je na OnlyFansu, pa na tak način pač spremlja te punce pa to, Se pravi, čakaj, a da ustvarja vsebine na OnlyFansu? Ne, ali... da jih spremlja, da je pač fan, I guess. Okay. Pa ali bi raj, da je obseden s pornografijo v smislu, da mora vsak dan, ne vem, vsaj en pornič pogledati. Iskreno, noč od tega, ampak če bi mogla Če moraš nekaj izbrati. Če moram zbirati, bi raje rekla pornografijo. To pa v bistvu zato, ker se mi zdi, ravno tako, kot smo se prej pogovarjali, OnlyFans je res neka taka bolj intima. Ti, ki spremljaš te ustvarjalce, ne, pa če se z njimi sploh lahko še pogovarjaš, pa to, a veš, imaš bolj feeling, kot da je 1 na 1, pač pride do tega osebnega kontakta. Pa nikoli ne veš, lahko se človek naveže med pogovorom. Točno S to, pogovori se ti ja. navežeš na nekoga. Medtem, ko pač ti, če gledaš tam neko pornografijo, ne, primer, Ja. kar eno punco, zdaj ne govorim te znane pornoigralke, ampak kar eno tam, ki jo bo prvič in zadnjič videl in se verjetno tudi ne bo zapomnil njene face iz unga videa, mi bi bilo pa bolj vseeno. Jaz sem kaj pa ti, ko si rekla, ne govorim zdaj o znanih pornoigralkah. Ja. Pa znane pornoigralke? A to ti pa ni? Okay, pač sam, tudi? ama on verjetno ne bi imel stika s temi znanimi pornoigralkami. Ne. Tako da to je spet Zanimalo me je, drugače. ali pač tudi tukaj ločuješ med tema dvema. V bistvu mi je vse zaradi tega, ker se pravi, pač ne bi imel stika Ja, z nobeno, ja, ni ja. tako kot na OnlyFansu, ki se pa lahko ti privat pogovarjaš. Ja. Tako da vsem bi pol tukaj raj izbrala drugo opcijo. Kaj pa ti? Ja, jaz tudi. Okej. Ne bom se zdaj kle ponavljala preveč, pač Isti isti razlogi. razlog kot ti. Ja. Ampak tako, mi je pa iskreno povedano, tudi ta pornografija mi je rahlo, tako No, sej to moram sem te hotela priznati. vprašati, a ne, zaradi tega, ker tukaj imajo pa ljudje zelo različne poglede in me ful zanima tvoj, ker recimo za nekatere je to, da tvoj partner gleda pornografijo, varanje. Okay. Za pač druge je pa to normalno, mora se kdaj pač potešiti tudi on sam, ne, in je to ok. In mene zanima, kako pa ti gledaš na to. Tako, če bi vprašala Nino izpred par let nazaj, ne, Okej, bi okej. ti verjetno rekla, ne, nam pretiravala, ne bom rekla, da je to varanje, nikoli nisem na to tako gledala, Okej. pač ne. Sam, če bi me takrat vprašala, bi bila res ne. Pač ne, sorry, jaz nočem, da moj tip v takem položaju na tak način gleda kjerokoli drugo žensko, pač razen mene, ne. Okay. sem bila- Ampak tudi, če so to kar ene ženske, Ja, ki bo tudi, prvič in zadnjič ker mi je videl. tako nagravžen mi je. A veš, ne znam ti Okej, pojasniti, okej, pač fuj, a ne. S tem, da takrat sem bila jaz pač tudi malo bolj posesivna, zato ker sem imela eno slabo izkušnjo v preteklosti in pol sem tako mogoče projecirala, a veš. Okej, kontam. Zdaj, ko je pa že tako več let minil, ker sem se od tega tudi na nek način, bomo rekli, pozdravila, pa pač pozdravila. Rehabilitirala. Ja,
Ja, pa sorry, sam res je tak feeling zdaj. Okay. Pa pač tako, ko vem, kakšen je moj fant, ne, da je res pač skoliran v redu, pač ne bi tega zares zamerila. V bistvu bi bila še celo mogoče radovedna, kakšen tip pornografije pa rad gleda. A veš tako, v smislu, kaj pa te zanima? Ja. Kaj je tako? Okay, Ja, ne tako. bi te nič motil. Ne bi me motil, mislim, lej, del mene, jaz pač taka sem, del mene bo zmer si mislil, da je to nagrožen, okay? Pač ne bom nikoli 100%, ja, kar, ne, sam ne bom pa zdaj ful neki se obremenjevala s tem, pa ne bom ful neki obsojala, ja, ne bom obsojala, to je pa to. Sam mi je pa ne vem, malo mi je pa, če kar mi je malo tako... Ja, vem, kaj misliš, no, ker jaz tudi nisem tako da zdaj pač, če bi pa moj fant to gledal, bi rekla, varaš me, ali ne vem kaj, ampak tako... Po eni strani ga razumem, ker sej to je, ne vem, človeška narava, ne, v redu, okej. Po drugi strani pa tako, da sam, bi če ima vedela, tebe, da to... pa sam te ne zagrab, pa ne gre s tabo, Ne, ampak veš, kako je, a ne, midva sva skupaj zdaj že skoraj 7 let. Ja. In jaz recimo čez teden ful velik delam in pač pridem zmatrana zvečer domov, ne, in se mi dostkrat ne da. A veš, pač res zmatran si in jaz verjamem, če je pa pač tam fant, a ne, potreben, v redu, pač se lahko zadovoljiš, a ne. Ampak ta misel, da pa pač on to dela ob tem, ko gleda neke druge ženske, mi je pa tudi malo tako Zakaj pa ne vem, sam kakšne tvoje seksi slike ne pogleda? Ja, ali pa veš, kaj si mislim, to me ne bi nič motila, razumeš? A veš, zakaj, to ni dost, a veš, kaj mislim. A veš, to se malo sprašujem, kdaj pač, a jaz na nek način, moja lepota, karkoli že, moj seksapil ni dost, a veš, tako na to foro. In ne vem, da jaz pa, ampak je pa tudi res, veš, da jaz zdaj lahko rečem, ja, okej, ne bi mi bil tak big deal, zato ker res nimam zares sploh s tem izkušen, tako. Martin ful ne gleda porničev, tako da pač njemu sem jaz dost, pa vem, okej, bi si mislil, bi si kdo zdaj mislil, ja, zih ti ne pove, ne, ni tako, mi da si dost poveva te stvari, a veš, pač nimava sploh filtra realno drug z drugim, tudi on ve, a veš, ne rečem, verjetno mi ne bi povedal, če bi bila jaz tako, ne smeš gledat, pol bi me bi skrival, a veš, kaj mislim? Kontam, ja. Ampak tako pa tudi on ve, da je, kakor zdaj vam razlagam, ne, da pač mi ni tak big deal, tako da ni zares smisla, da bi sploh karkoli skrival. Ja, razumem. Mislim, ja, jaz sem... Joj, okej, čak, zdaj kontam, kako naj to rečem, da me ne bo Pavel glih ubol, če bo to poslušal. Ja, dej, pazi, nočem, da se skregaš zdaj zaradi. Ja, se pravi, midva sva imela v bistvu s tem malo težav, pa niso bile zdaj tako res hude težave, ampak ja, točno tako, kot si ti rekla, ne, jaz sem bila tudi ful tacga mišljenja, ne, zakaj, če imaš ti mene, pač, zakaj pol vsaj tega ne delaš, ob tem, ko gledaš kakšno mojo sliko, ali pa, a veš, tako res, pa jaz nisem ne vem, kakšne seksi posnela, če jih raba, ali pa kaj, a veš, tako. Ja, pač karkoli. Za vseben arhiv, a ne. Pa ni mi problem, a ne, pač po 7 letih zveze, itak si zaupava, ni zdaj to nek tak big deal, ampak ja, pač zakaj nisem jaz dost, a ne, mene izmeri me je to motila, ne, in pol, a veš, sploh, ne vem, jaz ne vem, kaj on gleda, a ne, če gleda, ampak, a veš, to so ponavadi res une bejbe, ki imajo pač res lepo prsje, ki so take ful vitke, lušne, a ne, in pa se enostavno ful začneš s tem primerjati in si tako, okej, a ne, pač valjda njega to bolj privlači, jaz pa nimam tega in se ful zasekiraš in se mi zdi, da je to tako ful slabo za tvojo samopodobo, sploh, če nisi toliko samozavestena, ne, kar pa recimo imam jaz tudi mogoče malo kdaj probleme s tem, in mi to pol še bolj ven udara, ne, te insecurities, ne, dejansko, ki jih imam. S tem, da porniči ustvarjajo tudi neko nerealistično predstavo o tem, kaj seks je, pa kako bi to mogli izgledati, pa biti, a veš, kaj mislim, ful nerealistično, tako da tudi, mislim, dobro, to je zdaj že druga debata, ne, ampak... Ja, ne, ni fajno, a veš, po drugi strani se mi zdi pa tudi tako, a ne, zdaj... Ti, če se boš samo zadovoljil, a ne, pol verjetno, ne vem, ko jaz pridem zvečer v poslo, ne bo več, a veš, te tenzije, ne bo več te napetosti, tega vzburjenja, ne. Kaj bi bilo načeloma tam, ne. Kaj bi bilo in se mi zdi, in to iskreno mislim, da pač seks oziroma spolni odnos ni enak, oziroma ni isti, če si ti, oziroma če sta oba ful potrebna, a ne, ali pa če recimo samo en ful potreben, en je pa, ne vem, že potešen, a ne. Definitivno, ja, začutiš to energijo tudi, a ne, ali pa da je en bolj napaljen kot ta druga. Tako, ja, pač dejansko je drugače, ne. Ni isto, ja. In zato sem jaz zdaj tako, okej, lej, sej dobro, zdaj jaz, ka pač gremo v Ameriko šta 4 mesece, a ne, mislim, kaj bo, a ne, a bo fant čakal, to itak da ne bo, ne. Ampak ja, no, je pa tako, nimam nič zares proti, ampak po drugi strani pa imam. Ja, veš, tako, vem, ja, ne znam se opredeliti, ne, ja. Nočem biti zdaj tako neka obsesivna, pa ne, tega pa ne smeš, ne, ker res hočem razumeti to
Ampak po drugi strani mi je pa malo tako, Iki. ja, pač pač tako. zakaj jaz Zakaj nisem nisem dost? dost? Ja, točno to. No. Lej, ne vem, pač in tukaj me ful zanima, kaj si vi mislite v končni fazi? V bistvu naju ful zanima, kaj si mislite. Ja. Ker vem, da imamo različne poglede na te stvari, nič to ni narobe. Definitivno komentiraj, no. Ja, ne obsojam Kjerkoli že nič, gledaš ampak naju pa ful zanima, no, kako Ja, pa kaj. mislim, se mi zdi, da bi se mogli mogoče malo več o takih stvarih pogovarjati. Se mi zdi, da seks pa take stvari znajo biti kar tako nek tabu, sploh v Sloveniji. Pa ne vem, marsikdo tako reče, ne vem, kdaj, ko vidim kakšne mogoče podcasterje, ki se o tem pogovarjajo in pa imaš tako, ne vem, komentarje, joj, pa to so take osebne stvari, te stvari se ne deli. Pa sem tako, pa sej naravno to, mislim, sej vsi to delamo, sej ni tak, zakaj mora biti to tak big deal? Ja. Sej ne rečem, okay, da bi mi do zdaj klešle, mislim, tudi to, eni razglabljajo tudi o takih stvarih, tako prav osebne, ne vem, fetiše, pa to, tudi tega ne obsojam zares, lahko bi tudi midve in zakaj pač ne, če nama to paša, veš, če pa, sej to je zmer ista situacija, če ti pa ne paše, pa ne gledata, ne. Ne gledati, ja. To je zmer, namo zdaj spet tega odpirali, ampak. Ne, meni se zdi, da tako, mi v Sloveniji smo dosti konzervativna družba. Ja. Res smo tako, ne vem, seks je še vedno neka taka tabu tema, kar se mi zdi, da ne bi smela biti. Poleg tega smo si pa ljudje različni, ne? Pač imamo različne okuse, tudi fetiše v končni fazi ali kakorkoli. In zakaj moramo zdaj pač obsojati Točno nekoga, to, ja. ki ne vem, o tem govori, ali ima OnlyFans recimo isto, ne vem, kolikrat sem jaz videla, glih zdaj sem gledala en podcast, kjer je bila gor ena bejba, ki ima OnlyFans. In to bejbo so pol pod komentarji totalno zlinčali, Ja. kar mi je bilo res tako, mislim, pa sej ona ne dela nekaj ilegalnega, Ja. polnoletna je. Pač, če je to sede. Jaz razumem, da to ni za vse, ker tudi zame pač nekaj takega ni, nisem tako odprt človek, ampak ne bom pa v življenju obsojala bejbe, ki je pa to ok in ki s tem služi denar. Pač zakaj bi? S tem, da tudi večinoma te OnlyFans punce, to morate tudi vedeti, ne pač vse tako, kot sem jaz tudi eno recimo poznam tudi, pa pač, kot sem tudi kakšne podcaste poslušala, one nimajo fizično nič s temi ljudmi. A veš, one pač kakšno sliko pošljejo, kaj tako, ne vem, kaj sem ena izanč razlagala, da pač kdaj rečejo, ne vem, za te fit pics, veš, pač za stopala, pa to. Ker to, ali Ja, kaj? ja, pač ne vem, na foro, ne vem, sliki svoje stopala tako, da so malo umazana v zemlji, ali pa ne sliki jih v banji, ali pa sliki jih pod božično smrekco. A veš, tako prav, take, tako v različnih situacijah jih sliki. Ja, kontam. In pač to pošilja, recimo, primer, ne. A veš, in pač ona recimo, tudi, pa sem zanj poslušala tudi en podcast o eni baby, ki je v bistvu to začela, zaradi tega, ker je bila v ful hudih finančnih težavah, pa je imela službe, je delala tudi tako, pač v različnih stvarih, pač v barih, lokalih, pač take stvari delala, pa pač kar ni bilo dosti, ker ima tudi ful živali, ki pač so bolne, a veš, mislim, za svoje živali to delala na nek način, zelo empatična oseba, ne, da skrbi tako za druge, a ne. In pač se je zato tega lotila, ne? In pač ima to neko distanco, vsem da zelo jasno vedeti, kaj so njene meje, ne bo šla, naprimer, pač ne bo se z njimi nikoli v živo dobila, ne bo z njimi nič v živo delala, kakšne slike bo poslala in to je to, pogovarjala se bo malo z njimi. Rekla je v bistvu tudi, da dostikrat te ljudje, ki ji pišejo, dejansko so osamljeni, tako da rabijo sam nekoga za pogovor. Sploh ni niti seksualno, dejansko se sam z njimi pogovarja, kot da je njihova terapevtka. A si lahko predstavljaš to, ne? A imaš tudi take situacije, veš, tako da se mi zdi, da mogoče res ni dobro, da kdaj obsojamo stvari, ki jih ne razumemo in ne poznamo in ne vemo, kako zares pač potekajo sploh, ne? Pa ne živimo mi, ne vem, tudi pismo kakšne prostitutke, ki jih imaš, pač ne vem, sem gledala že dokumentarno o tem, ne, da pač recimo v Ameriki, ne, ker se pač res brez izhoda počutiš in je to tvoja edina, ne vem, kdo smo mi, da kar nekoga linčamo, no. A veš, pač sej tudi mi nismo popolni, pa verjamem, da smo se mi tudi že dostikrat zmotili glede stvari, pa naredili napake, pa nam je žal za to in kva zdaj, ne. A bi bilo nam kul, da nas nekdo tako obsoja. A veš, tudi če to nekdo dela čistko iz lastnega veselja, da ima recimo dovolj denarja, ampak pa tudi to je v redu. Da ga to zanima. Ja, sej ni zares važno. Zakaj ne? Mislim, tako, zdaj, a rabimo res to obsojati, mislim, kaj, pač briga me, deli karkoli hočeš, a ne, mislim, mene, jaz ne razumem tega, ne, ker res tako ful, se mi zdi, da tako delujem po nekem takem konceptu, če se mene to ne tiče, oziroma če mene to ne prizadane direktno, zakaj bi se jaz pol mogla s tem ukvarjati? A veš, kaj mislim, če ima neka bejba OnlyFans, pa gori v temu, kaj ima to veze z mano? Mislim, kako se to mene dotakne? A ona pobira moj denar? A ona, a veš, me na kakršen koli način oškoduje s tem? Me ne. Jaz tudi na tak način razmišljam, ja. In mi je pol tako, zakaj bi se pol s tem ukvarjala, ne? Mislim, to so ljudje, ki si želijo subscribati na te akaunte, ki jih pač plačujejo, ok, to je njihova odločitev, ampak mene nič ne oškoduje s tem, da ima ona OnlyFans in zakaj bi jo šla zdaj tukaj neki javno napadati, no. Točno to. Mi je bolj, se strinjam. bolj tako, no. Zdaj, ko govorimo o teh temah, ne, sem se spomnila na
situacijo, v bistvu zdaj, kaj je bilo to pred parimi meseci, ta afera rimske terme. A ne? Yes. Recimo še ena taka stvar, se pravi, če ne veste slučajno, pač v bistvu je bila kot neka seks žurka v rimskih termah, kot neka orgija. Za pač ful draga, by the way, tako ena karta je stala pač več tisoč evrov, kakor vem. Ekskluzivna zadeva, drugač organizirala, ni slovenska organizacija to organizirala, ampak ena tuja, pač sam lokacijo so se sposodili, najeli so. In je bilo to tudi ful big deal na foro, kao, pač to je zdaj, ne vem, to so terme za družine, kle se mi kopamo, normalni ljudje v narekovajih in zdaj kva, vi pa kle organizirate, seksate tam, pač nagražena, ne, v teh bazenih, kjer se mi kopamo, a ne. Direktor je sicer zatrdil, da je tako pač za čistočo, pa dezinfekcijo, pa vse, da je bilo pol poskrbljen. Pač v glavnem, no, in pač tako, se mi zdi, da se je takrat v tem trenutku Slovenija tudi nekako razdelila na dva tabora. Pač tisti ljudje, ki so spet, tako, ki so midve rekle, pač kaj se to nas tiče, brigimo se zase, ne delajo ljudje, kar hočejo, pa tisti ljudje, ne vem, sej ne gre se niti za to, gre se za to, da pač mi tudi hodimo, pa tu so prostori za družine, bla, 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 no. Tako da me zanima tudi glede tega, kaj si misliš. Zdaj, jaz tako, a bi šla na kakšen tak dogodek, kadarkoli, verjetno ne, ker to je pač spet tukaj stvar okusa in jaz, kot sem rekla, nisem zdaj neki ful odprta za neka taka eksperimentiranja, ampak a imam karkoli proti ljudem, ki so šli oziroma ki se udeležujejo takih dogodkov? Absolutno ne, vsak ima neke svoje fetiše in glej, če ti je to všeč, ni panike. Zdaj glede rimskih term, jaz ne vem, jaz sem bila tam že večkrat in mi je bilo ful fajn. Jaz še nisem, da. Mislim, drugače, ne, tako, res je lepo, no, tako je, tako intimno, lepo, ful fajn, mir imaš. A zdaj zaradi enega takega dogodka ne bi šla več tja, siguran bi še vedno kdaj prišla tja. Tako da mene to res ni nič vrgel iz tera dejansko. Kar me pa je vrgel iz tera, so bili pa razni komentarji in ne vem kaj. Jaz dvomim, da kdorkoli je tja prišel naslednji dan, da se je pol, ne vem, tam kar kopal spermi. Eni so res to tako predstavljali. Ne, res, a veš, tako, da so, ne vem, kondomi tam, da ležijo, pa da se folk tam plava v neki, dvomim, da je bilo to tako, no. Zdaj pač, če ti je to ugabno, pa mogoče zaradi tega ne bi, pač valjda, ne spoštujem zdaj mnenja drugih ljudi, ampak da pa zdaj je pa res to nek tak big deal, pa da zaradi tega bi pa, ne vem, mogli zapreti rimske terme, pa ne vem kaj, to mi je pa res tako, ne. Poleg tega tudi to, da je kao to nek place za družine, meni se zdi, vsaj takrat, ko sem bila jaz v rimskih termah, jaz nisem nikoli nobenih otrok videla. To po mojem sploh niso terme, mislim, po mojem niso prav prepovedani otroci, načeloma so to kao za odrasle, adultov in fora. Pač je tako, res je fajn, ker imaš svoj mir, intimo, tako, res so lepe terme, no. Tako da, zdaj, da bi bili tam otroci, razumeš, pa bi se, ne vem, tam skakali v vodo, ne vem, en dan prej bi bili pa tam orgi, to dvomam. Tako da to, no, in jaz res, ne vem, jaz nimam nobenega problema s tem. Ne vem, kako pa ti vidiš, mislim, ne vem. Ja, enako, pa spet, mislim, vse to je spet ena taka situacija na foro, ne tiče se me, iskreno, res se me ne tiče. Drugač, kar se tiče tega, bi šla kdaj na kaj takega, pač ne bi sodelovala, sem pa radovedna, veš, v smislu, kako to poteka, kako to zgleda, kaj, a folk se tam tako kar ghost prehaja okoli, pa malo kaše svoje joškice. Pazi to, jaz sem, ne, to pa ti moram povedati, da ti opišem, ne, pač jaz sem spremljam eno bejbo na Instagramu in ona je pač cel ta nek primer raziskala, ne. In baje, da so posnetki prav iz rimskih term, zaradi tega, ker tam je že bil, mislim, da prej, če se ne motim, en tak event. In so prav posnetki. In jaz pač nisem videla posnetka, sem pa videla, tako je objavila sam pač sliko, ne, nek screenshot iz tega. In je tako pač na zgornjem štuku, tako jaz sem videla tako samo enega tipa, tako nacga, tako njegova rita se je videla. In pol tako od spodaj, tako 3 bejbe na kolenih. Ja, lej, to sem videla, ni bil video. A to je tako prav iz dogodka, tako ležite iz rimskih term, prav, iz rimskih term, To je prav tako hardcore. Ja, pač tako, jaz ne vem, jaz si pol to pač nekako predstavljam tako, da ne vem, tam folk pač nekako okola, ne. In ne vem, pač vidiš nekoga, ki ti je všeč in pol pač kar grabaš in je to. Ne vem, lahko da se motam, pač lahko da ni tako. Pol v bistvu ne bi mogla iti
iti tja, verjeten, mislim, bi šla kot sam, da opazujem, ne? Ja, fiks, Ampak- ti, tebe bi tam tako en žrebec zagrabil in bi tam tako potegnil v bazen in bi bil. Ja, sam bi pač, če rečeš, zdaj se mi zatikajo besede, ampak če rečeš Evo. ne, je pač ne, a veš, kaj mislim? Ja, no. veš kaj jaz A mislim? ne? Če Nina naslednje 2 meseca bo prosjačila za hrano, pa za denar, pa ne vem kaj, je to sigurno zato, ker špara za Ja. naslednje rimske terme, da se jih bo Sigurno. lahko prvošla. In Sigurno, pa ja. bomo tam videli na nekem posnetku. Ne hecam se na kaj s tabo. Valjda, da se heca, ampak ja. mislim, da vsi veste, da se heca, upam, no. Ja, Ampak ja, ne, jaz sem bila glede takih stvari, mislim, jaz sem nasplošno glede vsega zelo radovedna oseba. Veš, mene zanima vse, kako poteka, pa kva, jaz bi vse to razumela, pa videla, pa tako, kakor pravim, ne obsojam, nisem zares tip človeka, ki bi kogarkoli obsojil, ki bi obsojil take stvari in pač samo no, ok, zanimivo, a veš, Ja, tako. ja, okej, Pač isto, ja. ko sem zvedela za te rimske terme, sem bila malo tako, kva, veš, tako na to fora. Sem se tega, ker ja, kdaj si pač, kot si rekla, Slovenci smo zelo taka konzervativna družba in pač ti je pa kdaj kar malo čuden, da se pač tudi v Sloveniji organizira take stvari, ampak po drugi strani sem pa tako pač lej, se prav, da se malo odpremo, pa da smo malo bolj. Navadena, ne? Pač če Ja. jim paše, iskreno jaz nimam s tem nobenega problema. Ja. Če oni res spucajo pol vse za sabo, mene to več ne moti. Pa verjamem, razumeš? da to najamejo res ene profesionalce, ki res to zrihtajo. No. Ja, pač, ja, definitivno. Jaz mislim, no, da s Ja. tem ni. No. Tako bolj, kar me je tukaj šokiralo, no, tako kot sem rekla, je pač samo to, koliko je bil to šok za nekatere ljudi, koliko niso mogli verjeti, koliko so pol. To je ta z Limčem konzervativnost, tam ja. Rimske terme, pa ne v bistvu samo rimske terme. Ne? V končni fazi tudi veliko grdih komentarjev je letel na ljudi, ki se takih dogodkov udeležujejo. Ja. Kar mi je pa spet tako, a ne, mislim, pismo, Koga da briga? lahko razumemo, da smo se ljudje različni. Basically, to je Pač to- point te epizode. Ja. Ljudje smo si, mislim, marsikatere najne epizode, Ja. ljudje smo si različni. Ker mi da z Mašo, mislim, če jo že nekaj časa spremljate, ste verjetno že dojeli, da res ne prenašava tega obsojanja, pa teh kritik glupih, Ja. pač kar neki. Mi smo ful tako, se mi zdi, da kot družba smo ratali ful nestrpni, Ja. en do drugega. In da smo tako ful, ne vem sploh kako naj to rečem, tako zagledani sami vase in pač mislimo, da imamo samo mi prav in da vsi ostali morajo gledati na svet in na stvari tako kot mi, ne. Kar v bistvu pač ni res, ne, in ne moramo sprejeti ljudi, ki so drugačni. Ja. Ali razmišljajo drugače, ali izgledajo drugače, pač bilo kaj te drugačnosti ne moramo sprejeti. In meni je to tako res uno, pa Žalostno, pač iskreno, ne ja. dela, kar hoče. a Ne? Mislim, Ja. kdo sem jaz tukaj, da obsojam druge ljudi, ki pač imajo takšne in drugačne fetiše. Pa ne jih To je imajo. praktično bullying. Tako kot smo te stvari Ja. že večkrat predebatirali, tudi ker nam poslušalci, ki pošljete, recimo srednji šolci, pa tako, ko te tam v srednji, ne vem, te zabavajo, ker si pač malo drugačen ali ker se zase držiš. Ali zanč nama je ena punca pisala, da jo hecajo, ker ne nos make-upa konc Ja, koncev, ker ja. ne nos ličil, mislim, absurdno. A veš, kaj mislim, tako je tudi to, a ne, kle te pa obsojajo, ker ne vem, pač si malo bolj svoboden, pa rad hodiš na seks partije, a veš, kaj mislim, ali pa Ja. zaradi kakšnih Mislim- drugih gluposti. Tako da, Okay. to je to. Zdaj pa jaz mislim, da lahko na tej točki zaključimo to debato, pa bi Tako šli je. lahko mogoče na igrico. Ok, let's do this. Sem ali nisem imela z nekom one night stand? Nisem. Jaz pa sem. Ok, da Ampak- slišimo. A veš, kako je bilo? Pač, bila sem mlada, šla sem na razen z enim tipom, bilo mi je full bad in pač rabila sem nek ta rebound. Okej. Oziroma pač nekoga, ne vem, da jaz tudi, kar se tiče tako spolnih odnosov, jaz sem full tak tip, no. Jaz ne morem uživati v nekem spolnem odnosu, če tega človeka prej ne začutim. Če ni tako res neke, ne samo kemije, ampak tako, da ni res neke take povezanosti. Kako je bilo pa s tem, fantom? S tem je bilo pa v bistvu samo tako, da ja, pač mi je bil všeč, ampak ni. Ful me je zdaj to bed govoriti, jaz nisem uživala takrat pri tem spolnem odnosu. Ok, zato, ker si rekla, ker Ja. pač rabaš začutiti človeka, pa se nič to. ni narobe s tem fantom, Ja, ja. kakorkoli, ampak res je bilo tako, mislim, da sem kar samo sebe mal sila v to, samo zato, da pač čim prej pozabim in prebolim tega bivšega fanta. Štekam, ja. Drugače pa tako zdaj ne bi se več mogla prisiliti v nekaj tacga, zaradi tega, ker mi res ni moram prej začutiti to osebo. Tako da ne, no, pač definitivno ni to sam neka
a veš, na prvi pogled mi je hud, ok, zdaj pa pač bom z njim se, ne vem, vrgel v poslo. Absolutno ne, pač mora biti še nekaj več med nami, da lahko to naredim. Jaz to razumem, jaz sem ista, jaz tu trebam nekaj več, zato tudi nikoli ni bilo one night standa, pa tudi ne vem, se mi je že zgodilo, recimo jaz, ko sem bila samska, ne, jaz mir, ko sem šla ven, sem enega zahaklala, pa sem se malo tam tako lupčkala z njim ali nekaj, ampak to je to, pač to je bilo max, kar sem lahko, ker jaz ne vem, tako sem pa sama pri sebi interno, imam kar neko mejo, ki si jo postavim, tako ker ne moram iti čez to mejo, tako, to je pri meni, kot da nekaj zablokira, a veš, ko sem, da bi imela občutek, da se stvari previkajo, da so malo preveč vroče ali kakorkoli že, bi jaz sama sebe ustavila. In zmer sem se ustavila in nikoli ni šlo dlje, ker pač, kakor je Maša tudi rekla, ne vem, pa se mi zdi tudi, da seks je zelo taka stvar, ne, pač ti v bistvu se razgališ pred človekom in jaz sem malo tako kdaj control freak glede določenih stvari in jaz se ne bi mogla prepustiti nekomu, ki mu ne zaupam. A veš, pač, da ne poznam osebe, pa da ne vem, ok, kakšen je to človek, kakšen tip človeka je to, s kom se jaz spuščam v neki tazga, ne. Jaz zmer to preveč razmišljam in zato jaz nikoli ne mogla imeti zares one night standa. Enkrat mi je nekdo rekel, da še nisem spoznala človeka, ki bi me tako na prvo žogo toliko privlačil, da bi sam pač nekaj razmišljala, da bi... Ampak sem. Ne, ampak jaz pa glih to mislim, ne? Pri fantih je mogoče to malo drugače, ne? Oni vidijo eno punco vizualno tam ful hudo in si takoj začnejo vizualizirati, kako bi oni njo v poslo spravili in bi jim bilo to dejansko fajn, medtem, ko pri puncah, zdaj ne vem, a je to pri vseh, jaz pač tukaj zdaj govorim bolj zase, pa jaz tudi, če bom imela pred sabo enega najbolj hudega žrebca, razumeš? Ne morem si niti predstavljati, da bi šla z njim v poslo, ker če ni neke te čustvene navezanosti med nama, če nisem jaz tudi toliko sproščena z njim. Točno to sproščen moraš biti, Absolutno ne morem in jaz sproščena po prvem dejtu ne morem biti, tudi če bo ful dober dejt, ne bom toliko sproščena, da bi šla lahko v poslo. Kaj šele, da nekoga v klubu vidiš, pa si pomisliš. Pač se mi zdi, da tukaj ženske pa moški smo res mogoče malo z različnih planetov, tako kar se tiče teh stvari in s tem spet nič narobe, ne obsojam tipov, ne obsojam nobenega, sam tako pač taki smo, različni smo in to je to. In tako, kot sem prej rekla, ne, pač jaz sem že spoznala tudi tipe, ki so me na prvo žogo kuj tako privlačili. Pač kuj. Sej Martin me je tudi konc koncev, pač moj fant, ne, pač on je mene kuj privlačil. Že, ko sem videla njegove slike na Instagramu, pa pol, ko sem ga spoznala, sem tako, da ta je pa huda, ne. A razumeš? Pa pač tudi ne, a veš, pač... Ne, isto je bilo pri meni pa pri Pavlu. Recimo, Pavel je isto ful hud. In jaz takoj, ko sem ga videla tam na Ljubljanskem maratonu, meni je bilo tako, wow, pač to je zdaj nek res Herkules pretekel tja v cilj, ne. Ampak midva sva se dobivala v bistvu, mislim, da skoraj 1 leto. In midva pač v tistem enem letu se nisva nikoli dala dol. S tem, da je bil on pri meni, jaz pri njemu, ampak a veš, on je tudi tako, on je po naravi tak malo bolj šaj, ne? Jaz sem pa pač tudi taka, da se moram res ful navezati, preden se lahko kar kot takega spustim. Jaz sem se isto ful dolgo dobivala, pa ne samo z mojim sedanjim fantom, tudi z bivšim, tako več kot pol leta po moje, sam spoznavanja in vsega tega, preden sem jaz lahko... Karkoli naprej. Tako da... In to je v redu. In to je čisto v redu. Jaz sem ponosna na to, iskreno. Tako. Meni je to kul. Ok, sem ali nisem ghostala nekoga, s katerim sem se dobivala? Sem. Pismo ne vem, mislim, ne tako dobivala, ampak sem pa zelo veliko ljudi že ghostala in tudi še vedno jih, ne vem, tako na Instagramu, ko dobivam kakšne DM-e, nikoli skoraj ne odpišem, razen če je res tako kaj nujno ali pa kaj lepo. A veš, ko sem ti razlagala za en zmenk, ko sem, mislim, zdaj ne veste, ampak nekaj časa nazaj sem razlagala o tem, da sem bila na enem zmenku, pa da sem... Tip je samo o sebi govoril. Samo o sebi govoril, ne? Tako je. No, to ni ta ista oseba, ker tistega sem pol kuj po tistem prvem zmenku sam skenslala in se nisva zares niti dobivala, pač bila sva na enem zmenku in to je bilo to. Je bila drugačna situacija, pa sem mu rekla, tistega nisem ghostala, tismo sem dejansko pol, ko me je vprašal dejansko, če bi šla spet z njim ven, sem rekla, lej, pač sorry, ne vidim, da bi se to lahko karkoli razvil in je bilo to in sem bila fair. In načeloma sem fair, načeloma jaz povem, jaz nisem, meni ni problem nič povedati, ok, jaz mir povem. Sam, tukaj je bila pa ne vem, kaj je bila z mano, bila sem ful mlajša, pa tip je bil tako tudi, zanimiv je bil, ker je bil tudi aroganten, pa tudi je bil tako malo, ne vem, pa je v cashu govoril pa takih stvarih, ampak po drugi strani je pa ful enih stvari že doživel v lifeu. Tako pač imel je tudi eno zgodbo za sabo in mene je to ful privlačil na njemu. In pa sem bila tako ful sem bila v dilemi. Tako, nisem že, tako ful je bilo, fuck, pa daj, po eni strani pismo nekaj že doživel, pa ima to neko empatijo, sam po drugi strani pa preveč naduvam, pa preveč obseden s cashom, pa tako, a ne. Nisi čisto točno vedela, kam bi se zdaj dala. In pol
potem se je tako zgodilo, da enostavno, ker nisem vedela, kaj bi, sem mu kar nehala odpisovati, samo zato, ker sem hotela sama pri sebi razčistiti, kaj bi. Okay. In pol je to kar trajalo in pol se kar pač, on je pol tudi časoma meni opisati, ker videl, valjda se Da pač se jim nič ne dojel, bo. in nav se, kva. Okay. In pol pač se je sam zgodilo, da so se nehala pogovarjati. Tako da, malo je taka čudna situacija, no. No, jaz sem pa v bistvu, itak se to veš, čisto nasprotje tebe karakterno, v smislu, jaz res nisem tak človek, da bi tako ful direktno povedala stvari, jaz jih tako pač ponavadi malo po vinkih, ne vem, bad mi je, meni je pač ful bad za vse. In ful mi je bad pač tipo reči, ne vem, po enem dejtu, ja, sorry, to je katastrofa, ne bova se več dobila, ne. In valjda rečem, ja, valjda, mogoče se bova še kdaj dobila, bla, bla, bla. In pol ga pač blokiram ali pa ga ghostam. Kar je v bistvu še slabše, kot če bi mu samo direktno povedala, ampak jaz se pravim. To je ena stvar, na kateri moram delati. Ja, lej, noben In to ni je to. popoln, ne bomo, jaz Tako no, we don't judge, ok? Sem ali nisem imela nekaj z nekom, ki je bil zaseden, že v razmerju ali pa poročen ali pa karkoli dazgam. Ej, jaz pa ne, ampak sam da povem, kaj je bilo. Ne, V glavnem, če poslušaš, jaz sem rekla nisem, Maša rekla sem. Ne, samo da povem, kaj je bilo. No, Jaz daj. nikoli v življenju ne bi imela karkoli s tipom, ki bi vedela, da ima punco ali kakorkoli v kakršnikoli zvezi. Ampak tukaj je bilo pa v bistvu tako. To je bil spet pač nek ta moj rebound, potem, ko sem šla na razen z enim fantom. In meni je ta tip rekel specifično, Okay. da ni več to punco. In jaz, valjda, jaz nisem tako naivna, da bom kar verjela Ja. tipu. Jaz sem šla vse pogledat, jaz sem šla pogledat njegov Instagram, Facebook, pač skratka, nista si več sledila nikjer, vse slike so bile zbrisane, nikjer je ni imel več v highlightih, tako res nič ni bilo več, ne. In sem rekla, ok, pač očitno res pač več nista skupaj. In ja, sva nekaj imela. In pol po tistem me je pa naslednji dan klical in bil tako, ja, daj pač sam plis, ne tega nobenemu povedati, ker pač, by the way, mi dva sva še vedno skupaj. Ampak jaz itak v tistem momentu, pač meni je bilo full bad, jaz nisem mogla verjeti, kaj sem jaz glih kar naredila. Ampak nisem vedela, Maša. Res nisem vedela, ampak sem pa pač pisala tej punci pol. Oh, wow, sem rekla, okej. če bi se lahko dobili. Sva šli, mislim, da na kavo in sem ji pač povedala, kaj je bilo. Ful sem se, res sem se upravičila, res sem ji, pokazala sem ji vse SMS-e, da mi je res pisal, da nista več skupaj. To je pa zelo lepo. Da ne tebe. vem kaj, veš, on mi je tudi tako celo zgodbo, mi je prav tako specifično, zakaj sta šla na razen. Tako, res je bilo zelo prepričljivo Ja, in ja. pol še dodatno te slike, ki jih pač več ni bilo, pa nista si več sledila, ne, je bilo res tako, no. Tako da sem se ful upravičila vse, ampak itak mi je ta bejba rekla, da tako ali tako je varuh že celo zvezo z ne vem kolikimi drugimi in da ga je itak mislila pustiti. Tako da ni bilo zdaj tako, da bi bil to nek šok za njo ali kakorkoli, ne. Ampak vseeno se ne gre se za to, gre se za to, da pač sem se jaz ful slabo ob tem počutila. Slabo veš imela. Ja. In sem se upravičila, vse z unim tipom se niti enkrat več nisem dobila in to je to. Okay. Tako da to sem jaz samo, ampak če bi vedela, ne bi pa tega v življenju nikoli nobenemu naredila, ker vem, da če bi meni to nekdo naredil, bi se mi po mojem svet Saj podaril to, ja. in Jaz ne želim si tega. To je drugim tudi delati. pri meni, to je tudi pri meni fora. Jaz se isto zmer se probam postaviti v kožo Nekoga drugega. Nekoga drugega. Pa se mi zdi, da pismo ženske moramo skrb držati, a veš, kaj mislim. In ja, in pač tudi jaz, če bi nekdo to meni naredil, kot je Maša rekla, Ja. bi bila preveč razočarana in zakaj bi jim povzročila tako, Nekaj tazga, ja. ja, tako škodo nekomu drugemu. Pa to je res pol tako, a ne, če te nekdo na tak način izda, pol nikoli zares več ni isto, ne zaupaš osebi. In sej Ja. tako, lej, odgovornost vsakega posameznika, ki je v zvezi, je pač, da ostane zvez svojemu partnerju. A veš, ti, če nekoga prevaraš, ti si najbolj kriv, a veš, ne moraš spet kriviti toliko druge osebe, pač bolj se gre za to, sam par sebi, kakšen človek ti si, pa ali živiš s tem. Mislim, jaz tukaj pri varanju je tako, jaz nikoli ne bi krivila punce, s katero me moj fant prevara, če ta punca pač ne bi nič vedela. Ker kaj, a veš, če se on njej laže, da mi dva nisva skupaj, pa je natvezna. Ampak kaj pa, če bi vedela, mislim, to pa bi. Če bi vedela, to pa absolutno bi. Še vedno bi bil v prvi vrsti tukaj kriv Pavel, zaradi tega, Ja, ker ja. on je tisti, ki je meni dolžen No, neke saj to je transparentnosti najbolj- in ja. tega, ne. Ampak za punco pa tudi, mislim, če veš, da sva mi dva skupaj in kljub temu greš zavestno v nek odnos s tipom, ki je zaseden in veš, da je zaseden, pa nimaš nič spoštovanja ne do mene, ne do najne zveze, pa ok, recimo, da itak tega ne rab, ampak tudi do sebe ne v končni fazi. Mislim, tako, kako lahko pač rečeš, da imaš spoštovanje do sebe, ker greš zavestno z nekom drugim v poslu, ki veš, da je Zaseden. zasedeno. Okay. Tako da tukaj pa ja, no, tukaj mi je pa res tako.
Razumem, ja. Ja, a bova kaj? Ok, ja, kar zaključiva na tej točki. Na tej točki jaz moram reči, da je bil v bistvu kar fajn. Zdaj, kaj že, kakšen mesec pa pol. Ja, nismo snemali, tako da jaz se počutim zdaj, da sem na eni terapiji. Tako prav dobro mi je. Tako mi je. Fajn. Upam, da je tudi vam z nama dobro. Ja, upam, da vam je bilo všeč. Skratka, napišite pod komentar, kaj si mislite vi o OnlyFansu in vseh teh temah, ki smo jih danes predebatirali. Ja, dajmo se pogovarjati, ne bo to tak tabu. Ne, pa ful si želim tako, da bi bilo to tako tudi večstransko, da ne bi zdaj tukaj samo mi dve neki ekspresionirali najnih mnen, ampak da bi tudi vi kdaj kaj povedali in mislim, da lahko tako eno tako lepo to debato. Se mi zdi, da nama kdaj malo manjka. Tako pa sej dobivava zgodbe, pa tako pa na teh družbenih omrežjih se mi zdi, da je interakcija kul, samo tako kdaj pod epizodo bi pa tudi sedel kakšen komentar. Ja, ful bi radi, tudi mi bi radi debatirava o tem in tako, da vidva neke druge poglede iz različnih zornih kotov, nama je tako ful dober. Tako. Tako da to je to za današnjo epizodo in se vidimo naslednji mesec, ne? Tako je, ja, naslednji mesec. Čau. A ti to resno?